GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Današnji podcast za vas pripravljava Saška Štajner in Sebastian Koren, ki se mi je pridružil v šolskem studiu. Pozdravljeni. Pozdravljena. Namig za tokratnega gosta nam je posredovala profesorica sociologije Sonja Ferčak. Sebastian Koren je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki ga je poklicna pot popeljala v tujino. To je tudi vzrok, da smo pogovor načrtovali kar nekaj časa nazaj. Gospod Koren, kako preživljate te dni v Sloveniji? Dopustniško, delovno ali oboje naenkrat? V bistvu prebivam že 2 leti v Sloveniji, sem se po 16 letih se vrnila ženo v Slovenijo, ampak sem pa zaposlen v Nemčiji, tako da sem večino časa fizično v Sloveniji, digitalno pa v tujini. Kako je bilo znova prestopiti prag gimnazije po tolikih letih? Je to vaš prvi obisk šole po opravljeni maturi ali ste kdaj vmes že obiskali GFML? Ne, v bistvu je to po 19 letih prvič, da sem se vrnil v Ljutomer. Občutek je zelo domač, moram reči, presenetljivo domač. Najboljše bi opisal z besedami same but different, tako da zelo prijetno. Nas popeljete v vaša gimnazijska leta. V Ljutomer ste prihajali iz Lendave. Kakšni so vaše spomini na gimnazijo, kakšen je bil vaš razred in razrednik? Tako je, v Lendavi sem odraščal, z Lendave sem se vozil v Ljutomer v gimnazijo. V bistvu sem izbral gimnazijo zaradi nekih ciljev, ki sem jih takrat imel, ker je bila med najboljšimi v regiji, oziroma najboljša v regiji. Moram reči, da tiste leta so bila zelo razburljiva. Tega, da sem se stajal vsak dan v 5 zjutraj, da sem dobil avtobus, da sem bil lahko ob 7 tu, do tega, da smo mogli veliko se učiti, veliko delati, obenem pa tudi se veliko zabavati. Mislim, da smo že takrat živeli kot razred in kot kolektiv, princip work hard, play hard. Tako da imam zelo dobre spomine na tiste leta, zelo mi tiste leta sem tudi veliko dala in na razredničarko in na Sonjo Ferčak sem v bistvu zelo hvaležen, da mi je omogočila eno določeno svobodo še takrat, ker sem bil po eni strani geek, kot bi se to danes reklo, po drugi strani pa punker, da sem se malo gibal med 2 svetovi, ampak dokler so cene štimale, mi je tudi omogočila in dovolila, da sem izražal svoje umetniške svobode v pisanju, glasbi in tako naprej. Se morda spomnite še kakšne zanimive anekdote iz srednješolskih dni? Zanimive anekdote? Zanimiva anekdota mogoče v tem smislu, da, kot sem omenil, da ta svoboda, ki je tu vedno bila in ta občutek pripadnosti in kljub temu, da sem se vedno počutil drugačnega v Lendavi, sam v Lendavi, ko sem že 16 sem bil vegetarijanec, vedno sem vegetarijanec, kar ni običajno, sploh pa za takrat ni bilo običajno. Ampak tu v gimnaziji sem imel občutek, da sem pripadal in mogoče zanimiva anekdota povezana s tem je to, da kot sem rekel, me je zanimala matematika, zanimala me fizika, zanimala me predvsem leposlovje, kljub temu, da sem legasthenik in pravopis, še danes me gre. Ampak mi pa je bilo mogoče, da s tem, da sem neka vprašanja postavil, neke zahteve, poskusal smo, mislim, v 4. letniku 2004. leta uspeli narediti en literarni performance v kafeteriji in ta je kar dobro uspel in tu sem res hvaležen, da me to uspelo in da smo se uspeli tudi kreativno izražati še takrat. Dijaki 3. in 4. letnika smo hitro postavljeni pred pomembno odločitev. Kje nadaljevati šolanje? Kdaj in kako je v vas dozorela misel, da bi študirali ekonomijo? Jaz sem vedno želel biti pisatelj. In moj takratni najljubši pisatelj je bil Frédéric Becbéger. In on je rekel v nekem intervjuju, to bere Frédéric Becbéger, tokrat ti odštekam Francoz, on je rekel v intervjuju, pisanje to moraš delati kot hobi, zgodbe moraš več čas pisati, ampak če hočeš biti dober pisatelj danes, moraš iti študirati marketing. Meni se to zelo logično, takrat se je šel rekel, ok, hočem biti pisatelj, Frédéric je rekel, naj grem marketing, se šel marketing študirati. Še vedno hočem biti pisatelj, ampak pol nekaj sem se v marketingu
našel, ki povezuje dve strasti, ki jih imam. To je kreativnost po eni strani in številke, statistika, merljivost stvari po drugi strani. In to je v bistvu se tu združilo v meni. Ampak nikoli pa ni bil marketing kot sama veda, ekonomija kot sama veda, tisto, kar me je takrat gnalo. Tako da to je to. Mogoče drugi del vprašanja, ki je bil, kako je bil? Kako je ta misel dozrela za študijo ekonomije, v bistvu čisto spontano. Ne? In to mi je že spremljalo celo življenje, da se spontano nekako odločitve odvijajo in jih pol slediš. Ne? Tudi pol je ta pot peljala v Anglijo, Berlin, München, Frankfurt in tako naprej. In ena odločitev sledi drugi in pol se predaš poti. Ne? Pri študiju ste bili zelo uspešni in za diplomsko delo z naslovom Primerjava zaznane vrednosti izdelkov v različnih kulturnih okoljih prejeli Perlahovo nagrado. Kaj vam je omogočila ta nagrada? Ta nagrada mi je dala določeno kredibilnost in točke, da sem uspel priti na tuje fakse. Ta v bistvu me odprla vrata do Leeds Business School, kjer sem delal magisterij v Leedsu v Angliji. To je Leeds Business School, ima en najboljših programov za marketing, predvsem strateški marketing v Evropi. In v bistvu me je to odprlo, to, da sem bil tam sprejet, da sem prišel na določen program in ko si enkrat v elitnih univerzah ti to dosti druga vrata spet odpre, ne? Se lahko čisto druga delovna mesta prijavljaš v tujini, lažje priješ do intervjujev, lažje priješ do nekih možnosti, ki se takrat pač odprejo. Kaj so bile temeljne razlike v načinu študija v Sloveniji in v vašem primeru v Veliki Britaniji? Temeljna razlika je multikulturalnost. V Sloveniji in tudi aplikativnost. V Angliji, v Leedsu, to je en program, ko nas je bilo nekje 50, bili smo 4 Evropejci ali 5 Evropejcev od tega. Ne? Vsi ostali so bili iz Indije, Paname, Anglije, Amerike in čist drugi aspekti, drugo razmišljanje je, če študiraš z ljudmi, ki so iz celega sveta. Potem sem recimo tudi obiskal enega prijateljstva, ki nastane obiskal enega prijatelja iz Indije, ko sem potoval po Indiji in ko sem bil pri njemu na obisku, mi je ponudil svojo hišo za goste, hišo za goste, nekaj ni običajno, in 2 slugi, ko nisem vedel, kako naj sploh ravnal z njegovimi 2 slugami, njemu to čisto normalno bilo. On je recimo imel težki čas, ko je bil v Angliji, ko ni imel svojih slug, s katerimi je odraščal, da bi mu kuhali, prali in tako dalje. In to neki aspekti so neki pogledi, ko vidiš, koliko živimo v nekem mehurčku tu v Sloveniji in sploh nimamo feelinga za druge kulture. To je v bistvu glavna razlika bila. Druga razlika je pa bila v Angliji, je zelo bolj aplikativna, vse se hitreje giba, zelo, zelo hitreje, znanje se spreminja, sploh ni učbenikov, vse bolj aplikativno, dosti več je tudi iz industrije ljudi, ki predavajo, iz CEO, iz različnih podjetij, tako da je pace je hitrejši, ne, ritem je hitrejši, ni toliko študijsko, koliko je, da razvijaš neke sposobnosti. Kako pa so vaši starši sprejeli vašo željo po študiju v tujini? V redu. Malo so bili presenečeni, tudi neki finančni aspekti so tu igrali vlogo, ker študij v tujini ni poceni, sploh ne v Angliji, se moramo zavedati, ampak so bili zelo spodbudni. Mama je tudi v bistvu odraščala v Nemčiji, tako da je s tujino tudi ima stik s tujino, ima tudi drugi pogled na tujino, mogoče kot tipični starši. In so zelo veseli bili, ko smo se vrnili po 17-18 letih ženo, ampak tudi žena je študirala v tujini in ta pot skupaj vodila v Anglijo, v Nemčijo in tako naprej. Tako da so bili spodbudni, mogoče je bil malo šok, bolj za stare starše, sploh ta letanja in manj obiskov, manj tega, da se vidiš tudi, ampak ker imamo zelo tesen odnos, nam je uspelo tega tudi ohraniti. Študij v tujini je bil odlična odskočna deska za iskanje najboljših zaposlitvenih možnosti. Kje ste se najprej zaposlili in kako je to delovno mesto zaznamovalo vašo poklicno kariero? Po študiju v Leedsu je tipično, da se prijaviš na praktikum, recimo, ne? Na prakso.
ponavadi je ta zastonj, delaš zastonj pol leta, da sploh prideš not v industrijo. Jaz sem kar hitro vedel po tem študiju, da želim postati strateg, oziroma strateški svetovalec. In sem se prijavil, v bistvu čisto drugo me ni zanimalo in sem res se prijavil samo na mesta, na internshipe, ki bi mi to omogočila, tom pot. Takrat sem prišel not v Gilby & Matter. Tisti, ki niso v industriji, Gilby & Matter je ena izmed 5 največjih oglaševalskih agencij na svetu. Tudi globalno podjetje in to mi je v bistvu dalo prvi pogled, prvo možnost delati tudi in slediti izkušenim strategom na velikih brandih, kot so Reckitt & Benckiser, kot so Durex, kot so razne banke, kot so recimo razni izdelovalci avtomobilov. In ko si enkrat not in ko si po enem letu pač dokažeš, da zmoreš kaj in tisto prvo leto delaš kot nor, ti treba povedati, 12 ur je normalno, zastonj, bolj ali manj, pol ti je to odskočna deska, da lahko začneš graditi v tej industriji nekaj. Tudi kot ste že omenili, na svoji poklicni poti sodelujete s številnimi znanimi podjetji, naprimer z BMW Motorrad in drugimi. Bi našim poslušalcem na čim preprostejši način pojasnili, kaj počnete? Začel sem kot digitalni strateg pred 13 leti nekje tu. Kot v tej vlogi je moja naloga bila, takrat, ko se je Facebook začel, ko so socialni mediji začeli, je bila moja naloga pomagati brandom ustvariti svojo odskočno desko, svojo strategijo, kako najboljše doseči nakupovalce v digitalnem svetu. Trenutno se je to malo razvilo naprej. Kot direktor za Data Driven Marketing je moja glavna naloga pomagati na različne načine podjetjem, brandom spremeniti obnašanje ljudi. Recimo, ne? Ker v bistvu to je osnovni cilj vsakega podjetja. Vsako podjetje, vsaka organizacija želi, da se obnašanje ljudi na nek način spremeni. Torej, da nekaj kliknete, da nekaj ne kliknete, da začnete kaditi, da nehate kaditi, da darujete denar, da nekaj kupite. Vse to je povezano z obnašanjem ljudi in tu so različne možnosti, kako vplivati na obnašanje ljudi in mi analiziramo customer journey od prvega kontakta z nekim brandom ali prve želje, da bi nekaj kupili, do samega nakupa in katere so tiste točke, ki lahko optimiramo, da bo to potekalo čim bolj gladko in da ne boste kupili pri konkurenčnem podjetju, da boste res tako ravnali, kot je cilj podjetja oziroma brenda in da se v bistvu na ta način tudi gradi neka ciljna skupina, ki je bolj tudi lojalna in po nakupu tudi ostalim lojalna. Jaz razvijam različne strategije z mojim timom, ki to tudi omogočajo in to tudi uresničijo. In trenutno, kje ste zaposleni in s kom sodelujete? Trenutno sem zaposlen pri ServicePlan Consulting Group. ServicePlan Consulting Group je del ServicePlan Group, ki je največja neodvisna komunikacijska agencija v Evropi, približno 3000 zaposlenih, globalno gledano. Sem zaposlen v Münchnu, uradno, ampak delam pa iz Maribora, stalno delam iz Maribora, to se je omogočilo s korono. Vodim en digitalni tim za strateški marketing, oziroma za database marketing. Moj tim je v bistvu razmetan po vsej Evropi. Strateginja živi v Amsterdamu, moj nadrejen, moj šef živi v Kölnu, drugi zaposleni so v Berlinu, tako naprej. In v bistvu delamo večinoma digitalno, tudi s strankami delamo digitalno, ko pa moramo biti prisotni fizično, pa pač vsi letimo k stranki, mesto strankami. Danes se eno, če v Hamburg priletim ali pa v Pariz iz Graca ali pa iz Münchna, njih to ne zanima. Ne? Da v bistvu v mojem svetu fizična prisotnost več ni potrebna. Kaj šteje je, kako si dober, ne? Ker vse je merljivo in merjeno. Tudi, recimo, določen del moje plače bazira na tem, koliko sem bil v zadnjem letu uspešen, ne? Koliko profita sem ustvaril, koliko dobička sem ustvaril, koliko so stranke zadovoljne z mano. Tako da v bistvu je, kaj šteje to, kaj si prinesel v stranki, kaj si ustvaril, kje sediš, čisto vseeno.
Kaj pa prosti čas? Odgovorno delo in številne zadolžitve terjajo veliko psihičnih in fizičnih naporov. Kako si polnite baterije? Moram reči, da odkar imam dva mala otroka, sem se skupaj malo umiril tudi na karierni fronti. Prej sem dosti več potoval, sem skakal z letala v letalo, sem bil v Frankfurtu, drugi dan v Hamburgu in tako naprej. Zdaj sem to zelo umiril, tudi manj delam v smislu, ne delam več po 12 ur, mogoče delam 9-10 ur. Tako da tisto malo prostega časa, kaj je, zapolnim z fanti, ki sta 4 leto stara, tako da lejo kockami, duplo kockami v parku, tako naprej. Imam pa neke rituale, ki jih držim že od srednje šole, to recimo je jutrnji tek, ko fante dam vrtec, pa preden začnem delati, poraj začnem ob 9 delati, grem tistih 10 km tečem, to je tisto, kar mi napolni energije. Če pa še kaj energije ostane zvečer, pa probam brati. To je tudi nekaj, kar sem si ponovno privadil nazaj, ker sem malo izgubil vmes v tej srednji norosti tega sveta in probam res brati 20 minut pred spanjem knjigo fizično, da v bistvu spodbujam neko kreativnost. Kakšne načrte pa imate za prihodnost? Razmišljate o vrnitvi v Slovenijo? Sem v Sloveniji, tako da mislim ostati v Sloveniji, vsekakor mislim pa tudi nadaljevati s tem, da bom zaposlen v tujini, ker to enostavno deluje. Tudi še naprej bom ta model fural, enostavno to deluje za mene, tako da zaposlen, živel bom v tujini, delal v tujini, živel v Sloveniji, tu mislim nadaljevati z ženo. Ona tudi ima dosti povezav še vedno s tujino in dosti potuje. To mislijo ohraniti, ta neki digitalni, virtualni svet in tega bo vse več. Mislim, to je tudi moj trend, to je tudi trend, ki se opaža v moji industriji. Tako da to mislim, da tudi tim mislim tako razgraditi naprej, ki imajo tudi te zahteve. Recimo, moja strateginja, ona bila praktikantka pri meni, sem jo rekrutiral iz univerze, res ena najboljših v tem, kaj dela. In njena zahteva je bila, ko je rekla, ok, prijem k tebi delati, ker danes moramo se vedeti, v moji poklicni stroki primanjkuje delovne sile in tisti, ki so res dobri, ki so top of game, tisti določajo pravila, ne obratno, ne delodajalci. Je rekla, ok, bom prišla k tebi delati, ampak hočem živeti v Amsterdamu, ker so tam najboljše žurke, najboljši partiji. Sem rekel, ok, lahko trebaš iz Amsterdama, veš kakaj so pravila in ona, mislim, med tednom ustvari, stranke vodi, projekti fura, ustvari res dober dobiček, ampak za vikend pa je off, in tem pa se žure. Gospod Koren, hvala, da ste si vzeli čas in nas obiskali v šolskem radijskem studiu ter nam razkrili marsikaj novega. Želim vam še veliko uspešno izpeljanih projektov. Nasvidenje. Hvala, enako. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Pred nami so zaslužene počitnice. V novem podcastu se slišimo konec septembra, ko bomo že nestrpno pričakovali praznovanje 60-letnice obstoja naše gimnazije. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.